Tako kot je Hamas streljal na nas iz šol, bolnišnic, cerkva in mošej, enako počne tudi Hezbolah v Libanonu. In to nas res pripelje do največjega problema, s katerim se trenutno soočamo. Da so iz vojne med Ukrajino in Rusijo prevzeli to tehnologijo dronov, ki jo upravljajo s pomočjo optičnih kablov. In so zelo, zelo nevarni, ker lahko letijo zelo nizko in so povzročili ogromno uničenja. Ne moremo sprejeti, da bo to še naprej obstajalo. Živjo, kot običajno se tukaj veliko dogaja v novicah, veliko stvari odmeva po etru in v časopisih. Naša naloga je običajno, da vse skupaj zberemo in naredimo, kot rečemo v hebrejščini, red, da uredimo stvari in vam omogočimo razumevanje ter ponudimo nekaj vpogledov. Kdo bi bil boljši gost kot Caroline Glick, ki je svetovalka za mednarodne zadeve predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, da z nami deli ne le vpoglede, ampak tudi znanje o tem, kaj se dogaja. Zadnjih nekaj dni obstaja možnost dogovora v Iranu. Z izraelskega vidika so vprašanja v Libanonu tista, ki so za nas pomembna, kako vplivajo na tamkajšnja pogajanja, če sploh, in kaj Izrael trenutno počne. Predsednik vlade je bil včeraj v novicah tukaj v Izraelu in je izraelskemu prebivalstvu pojasnjeval, da bomo storili vse potrebno za obrambo naših civilistov. Lahko to malo bolj pojasnite? Seveda. Vesela sem, da sem spet z vami na JNS TV. Hvala, da ste me povabili, Deni. Mislim, da morajo ljudje v tujini to razumeti. Izraelci to zagotovo razumejo. In sicer, da Libanon meji na Izrael. In Hezbolah, odkar so ga v zgodnjih 80-ih letih ustanovile iranske revolucionarne garde, služi kot iranska tuja legija v Libanonu. In v zadnjih 40 letih so v bistvu prevzeli vedno večji nadzor nad državo Libanon. Do te mere, da so okoli leta 2007 oziroma 2008, potem ko so leta 2005 ubili predsednika vlade Rafika Haririja, Libanon praktično povsem prevzeli. Imajo ministre v vladi in izvajajo izjemno velik nadzor, predvsem zato, ker so kot iranska vojaška organizacija v Libanonu dejansko močnejši od libanonskih oboroženih sil. Tako je stanje in tako je žal v Libanonu že približno 20 let. In prav iz tega položaja so okrepili svoje sile z namenom uničiti Izrael. Torej, po vdor Hamasa oktobra, 7. oktobra 2023, je Hezbolah načrtoval, da se pridruži vdoru, vendar smo uspeli premakniti dovolj sil na severno mejo, da smo to preprečili. In niso več imeli možnosti, da bi nas presenetili. Torej, niso vdrli, vendar so začeli streljati rakete, minomete in izstrelke ter drone na nas že na začetku vojne. In bili so partnerji Hamasu ter ustvarili vojno na dveh frontah, čeprav je bila glavna fronta na jugu v Gazi že od začetka. In kar zdaj vidimo, je, da vedno delujejo kot iranska tuja legija. Oni so pravzaprav najpomembnejša točka v celotni iranski strategiji za prevlado na Bližnjem vzhodu. Ljudje morajo razumeti, da ni povezano samo z Izraelom. Služili so tudi sirskemu režimu pod Asadom, da bi se borili proti tamkajšnjim ljudem. Prav zato, ker ni usmerjeno samo proti Izraelu. Torej, kaj se je pravzaprav zgodilo? Lahko se malo vrnemo nazaj, preden pridemo do današnjega dne. Kaj je torej Izrael naredil leta 2000 in septembra 2024, ko smo se končno lahko soočili s Hezbolahom? Imeli ste operacijo s pozivniki, imeli ste atentat na Hasana Nasralaha. Predsednik vlade vedno pravi, veste, prejel je obveščevalno poročilo in ko ga je prebral, je ugotovil, da je Hasan Nasralah pravzaprav najpomembnejši strateški akter v Iranu. Da sta bila Hamenej in vodja IRGC oziroma korpusa Islamske revolucionarne garde, v bistvu podrejena Hasanu Nasralahu. V smislu, da je bil on vizionar za iransko vojno z Izraelom, tako z vidika Hamasa, Hutijev, kot seveda iz Libanona in tako naprej. Tako da, ko je Izrael spravil nanj in ko smo uspeli uničiti strukturo Hezbolaha, njegovo vodstveno strukturo skozi operacije s pozivniki in nato bombardiranje njihovih raketnih postrojenj, smo jih uspeli zmanjšati 150.000 raket usmerjenih proti Izraelu na le majhen delež te količine, čeprav še vedno imajo raketni arzenal, ki ga uporabljajo.
Ampak v bistvu smo uničili njihove sile in to je bilo tisto, kar je resnično povzročilo padec Asadovega režima. Ker, kot si rekla, je bila glavna sila, ki je skozi leta sirske državljanske vojne ščitila Asada in njegov baatistični režim, medtem ko je v bistvu uničeval sunitsko prebivalstvo Sirije, Hezbolah. Ni bila sirska vojska. Sirska vojska je, kot se je kasneje izkazalo, bila le prazna lupina. Tako da potem, ko smo uničili Hezbolah v Libanonu, je to dejanje njega pustilo izpostavljenega. Tako da, ko se je to zgodilo, so sile, ki so zrušile njegov režim, to lahko storile skoraj brez boja, ker ni imel oboroženih sil, da bi ga zaščitile. In takrat je pobegnil v Rusijo. Tako je bila operacija proti Hezbolahu tista, ki je povzročila padec Asadovega režima bolj kot karkoli drugega. In zato je to pomembno. Točno tako, točno tako. Bili so zaščitniki Sirije in hkrati gospodarji Libanona. In to nas pripelje do današnjega dne, kjer vemo, da so ponovno gradili in obnavljali svoj arzenal ter izvajali napade na Izrael. Bili smo prisiljeni ukrepati na zelo odločen način, ker so obstreljevali severne skupnosti. Prevzeli smo območje, ki se imenuje rumena cona, da bi zaščitili naše skupnosti in mejo ter jih ohranili varne. In pravzaprav, kar razlikuje trenutno situacijo v Libanonu od tiste, ki se je zgodila 7. oktobra, je to, da smo bili preveč ogroženi, da bi se lahko počutili varno. Zaščita državljanov Izraela, ki živijo v obmejnih skupnostih v mestu Kirjat Šmona, v Metuli in vseh kmetijskih skupnostih okoli meje. Zato smo jih evakuirali. In bili so begunke in begunci, notranji begunci, skoraj 2 leti. In potem so se vrnili. Kar je zdaj drugače, je to, da ne evakuiramo svojih civilistov. Ostajajo v svojih domovih. Nikogar ne silimo, da odide. Ampak ljudi južnega Libanona potiskamo proti severu, da lahko gremo po teroriste. Tako da imamo v bistvu obratno sliko tega, kar se je zgodilo leta 2023. Da bodo ljudje vedeli, da si tega ne izmišljujemo. Poleg tega, kar streljajo na nas, smo odkrili, tako kot v Gazi, infrastrukturo, podzemne tunele, ki so jih gradili. In potem smo našli poročila in vse v njihovih lastnih dokumentih Hezbolaha, da so načrtovali zelo podobno stvar, kot se je zgodila v Gazi. Tako imamo na podlagi svojih izkušenj upravičeno skrb, da nameravajo napasti naše civiliste. Res je. In skrivajo se na popolnoma enak način, kot se je skrivala Hamas. Mislim, sodelujejo. Učijo se skupaj. Pravzaprav so Hamas veliko naučili o kopanju tunelov, kar so se po poročilih iz tistega časa naučili še prej od severnokorejskih inženirjev, ki so prišli v prvem desetletju tega stoletja in jih začeli učiti, kako graditi tunele na način, kot jih imajo vzdolž demilitariziranega območja z Južno Korejo. Tako da je vse skupaj precej noro. Mislim, leta 2018 smo imeli operacijo, kjer smo odkrivali tunele, ki so segali tik ob mejo, čez mejo v Izrael, ki jih je naredil Hezbolah. In oni kopljajo skozi trdo skalo, za razliko od Hamasa v Gazi, kjer je pesek, peščenjak. Tako da je veliko težje. In tukaj lahko vidite, veste, IDF je prinesel veliko posnetkov, ki prikazujejo, kje so. Tako kot Hamas se tudi oni nameščajo v bolnišnicah in uporabljajo reševalna vozila za premikanje svojih enot. Uporabljajo civilne domove. In to je bilo tisto, mislili so, da če bodo svoje raketometalce postavili v posebne raketne sobe znotraj zasebnih domov v Libanonu, jih ne bomo mogli napasti. Toda to, kar smo lahko storili, je bilo, da smo civilistom povedali, da imajo 1 uro časa, da zapustijo domove. In potem so odšli, mi pa smo jih bombardirali. In tako smo uničili njihov arzenal raket prav s tem. In ljudje so nas poslušali. Tako da smo v njihovih očeh spet pokazali, da mislimo resno, kjer so spoznali, da nas morajo jemati resno. In zato so odšli. In to nam je omogočilo, da smo jih res lahko napadli. Prazne vasi in kraji in mnogi izmed njih so, mislim, da približno 80% na jugu krščanske vasi. No, niso evakuirani. Ne, niso evakuirani, ampak Hezbolah zdaj prevzema te bližnje kraje, vključno s cerkvami. Ne ustavijo se pred ničemer. Veste, bili smo tarča kritik in do določene mere upravičeno zaradi nekaterih dejanj, vandalizma, ki so jih sile IDF storile v 2 ločenih primerih na krščanskih krajih.
Toda ljudje ne razumejo, da Hezbolah te kraje redno uporablja. Tako je bil prejšnji teden eden od vojakov ubit. Odkar je bilo pred nekaj meseci uvedeno tako imenovano premirje, smo imeli 11 ubitih vojakov. Ubili so enega naših vojakov, kapitana oziroma zdaj že majorja, Itamarja Sapirja iz notranjosti cerkve in ranili še 2 njegova vojaka. Tako da veste, to je nekaj, kar morajo ljudje razumeti, veste. Razlog, zakaj imate sile IDF, ki delujejo ob samostanih, cerkvah in drugih krščanskih objektih, je ta, da je Hezbolah prevzel te krščanske objekte in streljajo na naše sile iz notranjosti teh krščanskih ustanov. In to se je zgodilo prejšnji teden z našimi vojaki. In zato morate razumeti, tako kot je Hamas streljal na nas iz šol, bolnišnic, cerkva in mošej, enako počne tudi Hezbolah v Libanonu. In to nas res pripelje do največjega problema, s katerim se trenutno soočamo. In sicer, da so razvili ali pa prekopirali iz vojne med Ukrajino in Rusijo tehnologijo dronov, ki jo upravljajo prek optičnih kablov. In tako imajo v bistvu na te optične kable imajo pritrjeno kamero. Ni jim treba biti povezani na splet, ker je vse skupaj, veste, podobno kot telefonska linija. Torej, ni treba, da bi kakršnikoli signali odhajali ven. Vse je samo priključeno. In imajo te kable, te optične kable, ki so dolgi 10 kilometrov in jih lahko kupijo, veste, na AliExpressu ali kjerkoli drugje. Dejansko jih lahko kupite. In jih pritrdijo na te drone, ki jih prav tako lahko kupite na spletu. In na to nanje pritrdijo še RPG-je. Tako da lahko, to je kot zelo pametna bomba. Ker operater, terorist Hezbolaha, ki je v ozadju, vidi vse. Kot da sedi na dronu, saj prek svojega zaslona vidi sliko s kamere, ki je pritrjena na napravo. In so zelo, zelo nevarni, ker lahko letijo zelo nizko. In povzročili so ogromno uničenje v Ukrajini. Pred nekaj tedni sem si na YouTubu ogledovala videoposnetke o njih. In če samo poiščete ukrajinske drone na optična vlakna, boste videli, da imajo zdaj cela območja, ki so nenaseljena. Veste, 20-30 km dolga, široka območja, ki so preprosto polna optičnih kablov. Res polna. Skoraj kot koruza na koruznem polju. In to je zelo strašljivo, ker seveda česa takega ne moremo imeti v Izraelu. Veste, imate 40 km in že ste v Haifi. Torej, da poudarim, ne merijo s tem samo na vojake. Tako so ubili veliko naših vojakov in ranili veliko naših vojakov. Samo ta teden so jim uspeli, veste, z RPG-jem prebiti oklepno vozilo. In en vojak je bil ubit, drugemu pa so razneslo noge. Mislim, to se zdaj dogaja skoraj vsak dan. Včeraj ni bil samo, veste, ubit vojak, ampak so tudi streljali na 2 hiši v obmejnih skupnostih. Mislim, da sta bili to Matula in Šetula. Tako da veste, napadajo civiliste, uporabljajo jih. In seveda delamo ves čas, da bi poskušali najti rešitev za to in razumeti nevarnost. Ampak veste, teh ljudi ne moremo imeti ob naših vaseh. Ne moremo imeti operativcev Hezbolaha, ki delujejo pod neko vrsto imunitete ali česarkoli, kar naj bi bil premirje, ki pa v resnici ni premirje. Mislim, libanonske oborožene sile ne streljajo na Izrael. Pravzaprav tega niso storile že desetletja in desetletja. To je zato, ker je Hezbolah glavna oborožena sila v Libanonu in oni nas napadajo. In tako smo prišli do točke, kjer je to preprosto nesprejemljivo. Veste, 11 ubitih vojakov za nas pomeni enako kot 400 ameriških vojakov, če gledamo na relativno velikost prebivalstva in naših oboroženih sil. In veste, to je postalo nekaj, s čimer se preprosto ne bomo mogli več spopadati. To je v kontekstu tega premirja, ki je bilo dogovorjeno z Iranom. Eden od iranskih pogojev je bil, da se bo Izrael tukaj zadržal, kar smo tudi storili in to počnemo. Ampak oni menijo, da jim to daje možnost, da nas napadajo brez posledic, kar pa ne drži. In prav tako, naključno, trenutno v Washingtonu potekajo pogovori z libanonsko vlado. Tako imajo tudi vse te interese, da poskušajo to motiti.
Kako potekajo pogajanja z Libanonom? In razumem, da je New York Times, za katerega vemo, da je zelo verodostojen medij, ta teden trdil, da med predsednikom vlade in predsednikom ni povezave. Razumem, da so popolnoma povezani, ves čas v stiku drug z drugim. Torej razumemo ameriške potrebe, a na koncu dneva imamo življenja Izraelcev. Ker mislim, da smo, kar se tiče Irana, mi njihov zaveznik pri tem vprašanju. Predsednik je vodja in mu zaupamo. Zaupamo. Veste, da ima enako zavezanost kot mi, da prepreči, da bi Iran postal jedrska sila. To se le bo zgodilo. In seveda to ostaja naša zaveza, kot je tudi predsednik vlade povedal že prej ta teden. Ampak Libanon je pa, veste, povsem druga zgodba, kaj ne? Ker je na naši meji in nas napadajo, ogrožajo naše skupnosti in ubijajo naše vojake. In veste, tukaj pogajanja, kot je jasno povedala veleposlanica Leiter, potekajo dobro, ker, mislim, kot je rekel državni sekretar Rubio, mislim, da prav včeraj, je rekel, veste, libanonska vlada ni v vojni z Izraelom, kaj ne? Vlada Libanona in Izrael nista v vojni, vendar Libanon trenutno deluje kot iranska kolonija, ker ljudje v Libanonu nimajo besede pri tem, ali bo Hezbolah napadel ali ne, saj so preprosto premočni. In zato, veste, če želite doseči mir z Libanonom, veste, lahko o tem govorimo, ampak najprej se mora nekaj zgoditi, in to je, da mora biti Hezbolah uničen. In ne moremo imeti takšnih neposrednih groženj, stalnih groženj, naraščajočih groženj naši nacionalni varnosti strani Hezbolaha. In to je res bistvo za nas. In tukaj je še ena stvar, in sicer, da ne moreš imeti situacije, kjer na eni strani praviš, da je legitimni organ v Libanonu vlada Libanona in da mora biti odgovorna za svoje ozemlje, in po drugi strani se na kakršenkoli način strinjati, da lahko Iran narekuje, kaj se dogaja v Libanonu. Da če zahtevajo prekinitev ognja, ki omogoča, da Hezbolah ostane na mestu, da bo to nekaj, kar bo sprejeto. Ker to pomeni, da potem ne mislite, da je vlada Libanona odgovorna. Pravite, da v bistvu sprejemate, da Iran nadzoruje Libanon, da je Iran koloniziral Libanon in da je njihova podaljšana roka za vzdrževanje reda v Libanonu in nadzor nad državo njihova tuja legija Hezbolah v Libanonu. In ti dve stvari si nasprotujeta, medsebojno se izključujeta. Lahko si država ali pa iranska kolonija, ne moreš biti oboje. In Izrael ne more sprejeti, da bi imeli to iransko kolonijo. Veste, ne pozabite, na začetku vojne je bila to, vedno je bila to iranska vojna proti nam. Oni, Hezbolah, Hamas, Hutidži, Asadov režim, šiitska milica v Iraku, ki so prav tako streljale na nas na začetku vojne. Vsi in tudi Iran sam so na takšen ali drugačen način podaljški iranskega režima. In predsednik vlade je rekel, da bo ta ognjeni obroč, s katerim nas je Iran obkrožil, uničen. In da bo uničen krak za krakom. In mi tega ne moremo sprejeti, da bo še naprej obstajalo. Zato mislim, da tega ne moremo sprejeti z strateškega vidika in očitno tega ne moremo sprejeti z vojaškega vidika. In tukaj smo danes. In mislim, da je pomembno, da vaši gledalci razumejo, kot je včeraj povedala predsednica vlade, veste, tega ne bomo dovolili. Hezbolah je v vojni z nami. Premagali ga bomo. In tako pač mora biti, veste. No, to je pomemben del, ampak mislim, da morajo tudi gledalci tukaj razumeti, da to ni celotna slika. Del tega, kar se trenutno dogaja v Iranu, je, da je predsednik, mislim, da je bilo to predvčerajšnjim, govoril o Abrahamovih sporazumih, kako jih bodo razširili, ampak jaz bi se osredotočil na predsednika vlade. Ima ta večji načrt, šestkotnik, mislim, da se tako imenuje v angleščini, o smereh, v katere bi morala iti Izrael in o odnosih, ki jih mora Izrael vzpostavljati. In biti osrednji del širše slike Združenih držav. Vojna se bo enkrat končala. Mislim, da morajo ljudje razumeti, da je bila to dolgotrajna vojna, vendar se bo končala. Kam želi predsednik vlade peljati Izrael v tej situaciji in kako si predstavlja prihodnost, ki zelo hitro prihaja? In predsednik vlade, mislim, najprej je preprosto neverjeten, ker tudi med tem, ko se ukvarja s tem, kar se dogaja zdaj, razmišlja tudi o tem, kaj se bo zgodilo.
10 korakov naprej in zato lahko gremo v pravo smer, ker ima vizijo. In veste, vidimo, da smo z mnogimi državami v naši regiji razvili zelo tesne vezi, ki prej niso obstajale. In veste, še posebej z Združenimi arabskimi emirati. Ampak ena od stvari, ki jih mislim, da jih vsi prepoznajo, glede tega, kar Iran počne v Hormuški ožini, je, da preprosto ne more biti tako, da imajo še naprej takšen nadzor nad tako strateško morsko potjo. In prehodna točka za toliko surovin in goriv, ki jih človeštvo potrebuje, 20% gre skozi te ožine. Torej, takšne situacije ne morete imeti. Tako sta v prvem mandatu predsednika Trumpa Združene države Amerike in Izrael pod vodstvom premierja Netanjahuja delala na vzpostavitvi prehodne točke za blago in gorivo. Začenši v Indiji in nato čez Zaje, Saudsko Arabijo, v Jordanijo in nato do Izraela ter naprej do Evrope. In seveda bi potekalo v obe smeri. In to je seveda nekaj, kar je treba začeti izvajati zdaj. Mislim, da veste, ko govorimo o tukaj in zdaj, moramo vedeti, da tudi, in predsednik vlade je to večkrat poudaril, po Jomkipurski vojni leta 1973, kaj se je zgodilo? Prišlo je do naftnega embarga OPEC-a. In nenadoma so se ljudje zbudili ob ugotovitvi, da arabski šejki, za katere še nikoli niso slišali, določajo cene. In nenadoma so vsi kar naenkrat poznali ime kralja Saudske Arabije, kot da je to nekaj, zaradi česar bi morali biti v Detroitu zaskrbljeni, kaj ne? Pa so bili. In takrat je svet začel razvijati alternativne vire goriva. V Združenih državah, v Latinski Ameriki, Mehiki in drugih krajih so postali veliko bolj pomembni. Tudi Rusija, ker je bilo treba preprečiti takšno monopolno moč nad energetskimi trgi z Bližnjega vzhoda. In to boste zdaj videli tudi takoj. Se dogaja. In to je povezano z eno od prednosti Izraela. Smo majhen narod, a ležimo na izjemno pomembnem območju. Veste, in zato imamo možnost biti središče za takšne operacije. In seveda imamo tudi druge industrije, ne samo visoko tehnologijo, ampak tudi umetno inteligenco, kvantno računalništvo in vse stvari, v katerih napredujemo kot vodilni v 20. in 21. stoletju. In mislim, da veste, ta vojna, moramo se spomniti še ene stvari tukaj, da se spomnim začetka vojne in verjetno ste se tudi vi počutili enako. Mislim, da smo se vsi. Imeli smo občutek izjemne slutnje. O bog, doživeli bomo gospodarski zlom, ker imamo splošno mobilizacijo rezervistov in kako dolgo bo to trajalo. In spomnimo se, veste, v prejšnjih vojnah nismo mogli tako dolgo zadržati rezervistov. Saj je država bankrotirala in leto 1973 je na primer popoln primer. In tukaj je naše gospodarstvo še naprej raslo. In to je resnično dokaz, ponovno, vodstvo predsednika vlade in tudi neverjetnemu delu, ki ga upravlja minister za finance Bezalel Smotrič. Mislim, da imamo v Izraelu odlično gospodarsko vodstvo ter tudi izjemne inovacije in ljudi. Naš človeški kapital tukaj je naš največji vir. In tako smo ena najhitreje rastočih gospodarstev, ena najhitreje rastočih borz na svetu. Tako da, veste, res imamo veliko, čemur se lahko veselimo. In vedno bomo. Mislim, da je to zadnja stvar, ki bi jo morali povedati. Veste, tudi mir se doseže z močjo, kot jasno poudarjata predsednik in predsednica vlade, pa tudi naša literatura in judovstvo. Tako da ne gledamo v prihodnost miru, kjer naši sinovi in hčere ne bodo več bojevali, ampak zadržuješ volkove stran in gradiš svojo državo. In to je tisto, čemur se veselimo. Imamo vse razloge za optimizem. Premagati moramo še nekaj ovir, Prav. ampak na tem delamo zelo zavzeto. Caroline Glick, višja svetovalka premierja Netanjahuja, zavidam ti, da si tam in vse vidiš iz prve roke. Pozdravi ga, sem prepričan. Resno, mislim, to je izjemna čast, moram reči. Vem in prepričan sem, da v imenu vseh gledalcev prosim povej mu, da ga vsi podpiramo in mu želimo vse najboljše za ljudi Izraela in ljudi po svetu, ker je to trenutno boj za človeštvo. Hvala, da ste bili tukaj z nami. Vem, da se morate vrniti, saj imate še veliko resnega dela.
Hvala, da ste bili danes z nami. No, tudi to je resno in cenim, da ste me danes povabili. Hvala, pazite nase. Hvala vsem, da ste nas spremljali in spet bomo z vami. Najlepša hvala iz studija JNS TV tukaj v Jeruzalemu, Izrael.